Dobili smo končno sestavo parlamenta. Na stolčke, ki so jih za seboj pustili sveži ministri, so se ta teden usedli novi poslanci. Med njimi tudi Gregor Židan, nekdanji nogometaš, ki je ob nastopu svoje nove službe takole orisal svoje želje za prihodnost. Mogoče sam tako rekel eno stvar, ki si jo želim, da bi ponovno sestavili ekipo, nogometno ekipo parlamenta oziroma ljudi, ki delamo v parlamentu in da s tem damo neko novo dimenzijo športu. Prvi dan v službi pa že organizira športni dan. Kaj šolari 1. septembra, ko začnejo odštevati, koliko je še dni do počitnic. Pa kaj mislijo s tem, da bi parlamentarno ekipo dali novo dimenzijo športu? Pahor na kotalkah pa Ljudmila Novak na košarkarskem igrišču še nista dosti prispevala. Ali pa plije Zmaga Jelinčiča. Ni dovolj. Gospod Židan, a to ni dovolj? Ob tem seveda se zastavlja vprašanje, kaj lahko parlamentu prispeva človek, ki svoj mandat začne s predlogom, da bi po službi skupaj igrali fuzbal. Vem, eni boste rekli, da takšnih ljudi ne potrebujemo na poslanski plači. Drugi boste pripomnili, da bi v parlamentu morali sedeti večinoma pravniki in gospodarstveniki. Ampak jaz mislim, da je parlament delovno mesto, tako kot vsako drugo. Eni so dobri v tem, za kar so plačani, drugi so dobri za to, da skrbijo za prijetno atmosfero v pisarni, tretji pa so dobri v organiziranju piknikov in team buildingov. Gregor Židan je ta tretji človek. V ekipi naše oddaje pa imamo na srečo samo ta prve. In eden izmed njih je moj dober prijatelj, vrhunski športnik in izjemno slab ljubimec Jernej Celec, ki je prisostvoval epskemu obračunu v Državnem zboru. Naj se igre začnejo! Spoštovani, spoštovane, dobrodošli na prvi politični tekmi sezone. Čaka nas tako imenovani politični El Clasico med ekipo opozicije in ekipo koalicije. Opozicija danes igra v klasični postavitvi 1-1-1. V obrambi Slovenska nacionalna stranka, na sredini igrišča Nova Slovenija in v napadu SDS. Koalicija danes igra v formaciji 5-1, torej v napadu Levica, vsi ostali varno zadaj v obrambi. Sodnik današnjega obračuna je Dejan Židan, ki bo najprej naštel igralke in igralce, ki manjkajo na uvodnem srečanju. Gospod Felice Žiža do 11. ure, gospa Ljudmila Novak do 15. ure dalje, od 15. ure dalje in gospod Matjaž Han od 13. ure dalje. Ja, kar nekaj pomembnih veznih igralcev danes manjka, bodisi zaradi zobozdravstvenih storitev, roditeljskih sestankov ali zgolj dejstva, da je zunaj lep sončen dan. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. In obračun se je začel. Prva pri žogi je ekipa opozicije, ki v napad pošilja Suzano Lep-Šimenko. Žalostno je, da koalicijske stranke uvrščate slovenske podjetnike skoraj v isto kategorijo kot davčne utajevalce. Tako je napad opozicije, ki poskuša zadeti že v prvem poskusu. Tudi če niste navijač modro-rumenih, je treba priznati, da gojijo lepo in atraktivno igro. Me prav zanima, če bo koalicija zmožna se obraniti tega napada. Koalicijski sporazum, ki so ga dogovorile stranke vladajoče koalicije, predstavlja zgolj usmeritev za delovanje vlade Republike Slovenije. Odlično posredovanje Zdravka Počivalška, ki je v opoziciji odvzel žogo in jo sedaj umirja na sredini igrišča. Pri žogi pa sedaj Aljoša Bagola. Pardon, se opravičujem, iz mojega komentatorskega mesta se ne vidi najbolje na igrišče. Zgleda, gre za Roberta Pavšiča iz stranke SNC in ne za Aljošo Bagolo iz Pristopa. Se opravičujem. Nato pa dolga podaja čez polovico igrišča do mladega superzvezdnika Luke Mesca. Gre za igralce iz vrst Levice, trenutno pa nosi dres koalicije, čeprav se vsi sprašujemo, za kako dolgo. Luka v svojem slogu fino preigrava klasična južnoameriška šola venezuelski dribling. Kaj pa se sedaj dogaja? Luki Mescu je žogo prevzel Matej Tonin. Zgleda je prav Matej Tonin danes odgovoren za pokrivanje Mesca. Tonin gre sam proti golu. Tonin, še vedno Tonin. So se začeli dogajati za njim. Toda sodnik Židan je pravočasno izklopil elektriko na stadionu in naznanil konec prvega polčasa. Jaz upam, da prinašam to zdravo pamet in glas ljudstva. Za Slovensko demokratsko stranko je sovražni govor bilo kakšen nedopusten. Politik stoji ali pade prav na etiki.
To je bilo nekaj kratkih vtisov z terena, mi pa gremo naprej, kajti pričenja se drugi polčas in prvi pri žogi je igralec koalicije Andrej Rajh. Mirjam Bon-Klanjšek in Alenka Bratušek sta 4 leta delovali kot opozicijski poslanki. In odličen začetek. Andrej Rajh je še prejšnji teden na prijateljski tekmi zamešal imeni Mira Cerarja in Marjana Šarca, sedaj pa je pravilno izgovoril kar 2 imeni, kar kaže velik napredek v njegovi igri. Sedaj pa lepa podaja do Primoža Sitarja. Od stranke do stranke. In gospod, imate postopkovni predlog ali imate razpravo? Ali imate imam postopkovni predlog. Nevarno, takoj po vstopu v igro se je Sitar zapletel v besedni obračun s 4. sodnikom srečanja Jožetom Tankom. Brez dvoma bodo igralci koalicije sedaj strnili vrste in poskrbeli za atraktivno končnico srečanja. Pri žogi sedaj Koražija do Pečka. Polnar, Rajić. Nazaj do Koražije. Sedaj Polnar. Zopet Rajić. Mesec. Tomić. Nazaj do Koražije. Rajić. Polnar. In konec srečanja. 8-urni El Clasico se je končal z najbolj nepriljubljenim in najbolj slovenskim rezultatom 0-0. Z vami sem bil Jernej Celec, se vidimo zopet prihodnjič, ko se boste ekipi opozicije in koalicije udarili na epskem obračunu imenovanem Interpelacija. Srečno nazaj v studio. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!